Gre za en razmislek oziroma povabilo različnim deležnikom iz različnih sektorjev, da začnemo skupaj razmišljati o tem, kako bo izgledal naš svet čez 10-20 let. Kakšni so pričakovanja, ali smo sploh sposobni takšnega razmisleka. Prihodnost nas bo doletela, moramo se prilagoditi in želimo, da zeleni in digitalni prehod naredimo na tak način, da nikogar ne pustimo odzadaj. Zato smo tudi povabili deležnike iz različnih sektorjev. Če si zamislimo, kako je bilo pred 10-20 leti, vidimo že tukaj sami zelo velike napredke, razmislek o tem, kaj bo pa čez 10-20 let, bo pa verjetno še večji razvoj in še tehnologije, ki so sedaj v nastanku ali pa v močnem razvoju, bojo verjetno popolnoma prevladale naše življenje. Potem druga tematika, ki smo jo danes zavzeli, je mobilnost v prihodnosti. Vsi vemo, da glede izpušnih plinov, glede porabe energije, moramo vedno več o tem razmišljati. In zaradi tega, ker moramo o teh stvarih razmišljati, moramo razmišljati tudi o tem, kako narediti nekaj za naš planet. Zelo veliko se govori o tem, da bomo verjetno več pešačili, da bomo verjetno se vozili z kolesi, mogoče bodo še kakšna nova prevozna sredstva nastala, zelo verjetno bo pa veliko avtomatizirano in mislim, da je prihodnost pred nami tudi, ko bomo se vozili brez voznikov. No in tretji panel, ki smo si ga zamislili na tem našem dogodku, na tej naši konferenci je, da pomislimo o tem, kako uskladiti ves ta pritisk tehnologij, ki prihaja z naravo in z ljudmi. Zato smo se vprašali, tako malo provokativno, ali je Zemlja še vedno naš dom. Ali bomo živeli v betonu, ali bomo razmišljali o zelenih rešitvah, ali bomo vlagali v zeleno infrastrukturo, ali bomo razmišljali o tem, kako preprečevati še v večji meri podnebne spremembe, ki so že del nas.